Obstajajo tudi raziskave, da ura primerjave raznih poklicev, 1 ura petja opernega na odru je isto kot 4 ure dela v rudniku. Tokrat v našem Neokvirjenem gostimo res posebnega gosta. Marsikdo bi rekel, da je njegov poklic res neobičajen. Marsikdo bi tudi rekel, se mu ni nič težkega, saj samo tam na odru stoji. Potem bi bila mogoče tudi opazka ta, da ne rabijo kaj dosti merkati na sebe. Naprimer, dejstvo je tudi, da morajo biti zelo dobri fizični kondiciji. Meni je ta tema, kar se tiče njegovega izvajanja, njegovega dela, bi rekla skoraj poslanstva, zelo prijetna, zelo prisrčna. Bi pa rekla tako, ali imaš rad opero, ali je pa nimaš. Tako da, Aljaž Parazin, lepo pozdravljen Neokvirjenem. Živijo, hvala za vabilo in z veseljem bomo podelila kakšno modro minuto. Marsikdo mogoče ne bi vedel, ampak sej dostikrat si prisoten v naših medijih, velikokrat se pojavljaš tudi po Slovenskih Goricah, ne nazadnje zdaj pripravljate Valentinov koncert z vašo skupino Trio Vivere. Ampak vseeno, prihajaš iz Benedikta, rastel si v Benediktu, Slovenske Gorice so ti blizu, si pa razpet bolj kot ne med Ljubljano, Slovenskimi Goricami in Primorsko. Ja, drži, torej lep pozdrav. Moje življenje v bistvu zdaj se vrti vse okrog praktično dela v Ljubljani. Tam sem zaposlen, v operi sem zaposlen kot prvak, solist, ampak ja, doma sem iz Benedikta, kjer sem, bi rekel, odraščal, kjer sem živel in sanjal svoje sanje, ki jih zdaj res z veliko mero hvaležnosti in enega, bom rekel, zadovoljstva uspevam udejanjati svoje sanje praktično. Živim svoje sanje. Veš, kaj mi je bilo najbolj zanimivo? Tudi, ko sem gledala, prebirala o tebi, ker mi ni bilo jasno, kako lahko nekdo se odloči, veš, pa postane operni pevec, veš? Ja, razumem. Operni pevec, ker je vseeno malo jih je, ni tako pogosto, še posebej na podeželju, ne vem, tvoja mama učiteljica, oče je delal v Lentermu, ja. Ja, v bistvu mi smo bili zmeraj obkroženi z glasbo. Moj oče je pel v Slovensko-goriškem oktetu, mama tudi v zboru, vsi sorodniki so na nek način povezani z glasbo, smo glasbeniki, tudi sam sem začel kot otrok že takrat, se veš, razbijati po loncih in to, ampak ko sem se vpisal v glasbeno šolo tukaj v Lenartu, meni je bila edina, merilo mi je bilo, da bo to, kar bom izbral, da bo meni čim lažje. In pol takrat vem, da harmonika je bila meni težek inštrument, velik za nositi na avtobus, je bilo nemogoče. Klavir je bil takrat rezerviran za punce, kitara tudi pa jaz sem ga igrala tudi, ja. In pol sem pa rekel, klarinet ima ogromno tipk, to se jaz ne bom znašel. Pol pa je ostala trobenta, in trobenta sem mislil laično, to ima 3 ventile, to bom jaz vladal, 1, 2, 3, sem se močno uštel. In skratka, takrat sem v bistvu postavil temelje, ki jih uporabljam še danes, kajti za petje, sploh operno, je pomembno pravilno dihanje. In takrat sem v bistvu ne vedoč, kaj me čaka v življenju, v bistvu začel že neko, bi rekel, sporedno trening za mojo prihodnost. Ampak vse, kot pravim, opernih pevcev res ni veliko. To je res ena, zelo redek poklic, ampak ko ga uspeš obvladati, potem se mi zdi, da je to nekaj meni prav usvojeno, da jaz to počnem. Ampak kljub samo dobro, bil si v tej glasbeni šoli, ampak nekako vpisal si se pa na ekonomsko, Kaj je bilo s tem? Jaz sem imel takrat ene prijatelje, idole, ki sem mislil, da bom biznismen. Zdaj, meni je ta ideja bila, v bistvu nisem mogel ponotranjiti. Jaz sem se zmeraj želel nekaj z glasbo ustvarjati, ali pa tudi sem močno želel biti kirurg, ampak to potem kri in te zadeve mi ni bilo preveč privlačno. Skratka, in potem sem jaz imel v srednji šoli, ko sem bil na srednji ekonomski, enega prijatelja, s katerim smo imela band. In ta band je igral na študentskih žurih, na dijaških takrat še. Pa tu ste bili bolj kaki band? Bolj rock ali pop? Mi smo igrali Queene, to Beatle, to... Resmo, takrat je bil hard rock, danes bi ne vem, kera sfera bi to bila.
Ampak smo blazno uživali in na enem koncertu, ko smo bili, je bil tudi zborovodja iz Mariborske opere. Na tem koncertu. In po koncertu je prišel do meni in je rekel, da ti imaš močen glas, mi rabimo zdaj pevce, delamo eno opero in bi bilo fajn, če se nam pridružiš. Ne, se rekel, klasika, sploh pa ne opera, to ni za mene, to ni šans. Tu, ja, veš, a si že takrat začutil, da... Ne, jaz nisem imel dobenega kontakta s klasiko, sploh, ne da bi se zahvalil, to je bolj graja kot hvala, ker klasika ogromno dobrega prinaša, zlasti mlajših generacij, sploh zdaj, ko so te razni dražljaji iz medijev in social in to. V glavnem, da se vrnem nazaj. No, na tem koncertu je meni rekel, po koncertu ta zborovodja, pridi ti na audicijo in boš videl, kako to zgleda. Vsaj probaj, sem rekel, ne bom. In pol me klical, skoraj vsak dan, mesec dni. Dokaj nisem rekel, pridem, če obljubiš, da me pustiš pri miru potem. In rekel, prav. In ko sem jaz prišel v Mariborsko opero skozi službeni vhod, prvo, kaj sem zagledal, so bili kostumi in to so bila opera, takrat opera Turandot in to je bilo pisano vsega, to je bilo vse na veliko, to se dogaja v Pekingu zgodba, ne, in veliki oder, Mariborska opera ima prekrasno dvorano in tam sem stopil na oder, vidim kostume, koliso in se v meni prav nekaj premaknil in sem rekel, to je to, kar bom jaz počel do konca življenja, ne. In res, ko se je pol zgodilo, ne, pustil sem, takrat pol sem še šel študirati seveda ekonomijo, 2 izpita pred diplomo sem rekel, pač jaz ne morem več in res sem se vpisal na glasbeno šolo v Mariboru, smer solopetje. Tam sem uspešno zaključil mislim, da celo v 2 letih in pol pa na akademijo v Ljubljano, potem sem končal še magisterij tam in izpopolnjevanje potem v Nemčiji in pol pa samo še svet. Taka bila pot. Pa zdaj tako, naprimer, ko pogledaš nazaj, je bila ta pot težka za tebe ali verjameš, da zaradi tega, ker si imel tako strast pa ljubezen do tega, da ješ... Ja, bilo je veliko. Verjetno ni tako enostavno, ko se zdaj mislim, sliši. To sem zdaj povedal tako, ali ne, ampak zgodba, da sem prišel od tega, bilo enega ogromno odrekanja. To si težko predstavljaš. To je, v bistvu, operno petje je isto kot, kaj bi da za primerjavo, mogoče da aktualno zdaj, vrhunski šport, smučarje recimo, ne. Ti treniraš po zimi in poleti, to ni odmora, ne, in ti se temu posvetiš čist cel. Recimo jaz, mislim, poleg tega, da se naučiš jezike, moraš telo obvladati do te mere, da svojo anatomijo razdelaš, da obvladaš v raznih situacijah, ali stresnih, ali da veš nadzirati in dihanje in uporabljati glasilke in vse te kapacitete, rezonantorje, ki jih imamo v telesu, da potem uspeš ti stopiti na oder in ne glede na situacijo, ki je v tebi ali pa izven tebe, da uspeš maksimalno narediti to, da daš svoj glas ljudem, da se potem oni soočijo, ali to dobro ali ni, ne. Ravno to sem tudi brala, da v bistvu operni pevci ste kot vrhunski športniki, da morate ravno, kot si rekel, nadzorovati svoj dih, kako se pač nadzor nad glasom in vsem tem. In zaradi tega, ker mora biti taka močna telesna pripravljenost, pa ker vi toliko date ven med samo predstavo, da dejansko tudi shujšate med samo eno predstavo. To res gre kot za vrhunskega športnika. Ja, mislim, telo je spostavljeno takšnemu stresu, ne vem, obstajajo tudi raziskave, da primerjave raznih poklicev, 1 ura petja opernega na odru je isto kot 4 ure dela v rudniku. Recimo, taki napori se dogajajo v telesu, ne stres. Tako da se zgodi, jaz recimo na eni predstavi, ki je zahtevna, mislim, vse so zahtevne, ampak recimo, ki je daljša, recimo po 2-3 ure poješ non-stop, seveda zgubiš tudi 2, tudi do 3 kilograme, tako, ker voda gre iz telesa, stres naredi svoje in to je potem, za telo je kar izčrpajoče in moraš biti močen, tudi fizično, ne samo psihično, pa tako ali tako, ker se ti ne preleviš najprej ali v ljubimca, ali se v morilca, ali si nek kralj, ali to so take vloge, ki potem tudi čustveno človeka izčrpajo, no. Tako da je super, je zanimivo, no. Ampak tudi, če gledamo zdaj razne pač opere kot take, ne, večinoma jih imamo pač v tujih jezikih, ne. Ja. In vi se morate naučiti potem italijansko, francosko, rusko, češko, japonsko. Osnova, v bistvu, zibelka opere je Italija, ne, tako da italijanščina je nek osnovna stvar, ki jo moraš znati, moraš. Mislim, fajn je, če jo vladaš, ne, sigurno je dobrodošlo. Tako da jeziki so bom rekel,
postranska stvar, ki se naučiš poleg tega, ko se izdržuješ za solopevca. Ne? Tako da je super ovladati jezike. Mislim, to je znanje, ki ti ga noben ne more vzeti. Ne? In sploh pa, ko potuješ po svetu, te ni strah ničesar, ker se znajdeš, znaš se pogovarjati. Ne? Se veš, jezik ima 1000 preprek, ne lahko, če ga ne ovladaš. Če pa je to kolaže. No? Tako da jezik je kar fajn ovladati. No? Pa potem imaš ti, tekoče potem govoriš že več jezikov? Ali? Ja. Mislim, tekoče, zagotovo italijanska je tako isto kot slovensko, recimo nemško, absolutno tudi ne. Ja. Potem angleško, to je brez tega. To je noben dan danes skoraj ne človeka, ki ne zna. Potem francosko sigurno, ker ne nazadnje jaz obožujem francosko opero, ne raje pojem recimo Fausta, Wertherja, Carmen, to so take opere, ki se res lahko poistovetim in uživam. No? In če obvladaš jezik, je toliko lažje podajati besedilo, ker potem tudi se lahko bolj povežeš čustvi in to glas in čustva naredijo tako vibracijo v človeku, da se ne moreš upreti, da te nagane. Wow, ja, ravno to sem tudi prebrala pri tebi, da je pri tebi še posebej izstopa ta močen vokal, ki ga pa tudi prepričljivo znaš tudi odigrati. Ker... Ja, jaz zmeraj tako na odru, kadar jaz grem, se reče, 100% v vlogo. Ne. Se pravi, se zgodilo mi je že enkrat, mislim večkrat, ampak prav poseben moment ima v mojem življenju ena predstava La Bohème, ko sem pel kot dobesedno, takrat še nisem bil izkušen, toliko mlad. Ne, in me tako te ponese, tako te prevzame vloga, da ti v enem momentu pozabiš fizično, da si ti, ne, ampak enostavno se lahko prestaviš v nasprotno situacijo in sam sebe gledaš na odru. Ne. To so take, če tega ne obvladaš, takih močnih, intenzivnih čustev, te lahko prestraši to. Ne. In ni malo pevcev, ki so obupali, recimo zaradi raznih takih stvari, ker moraš obvladati, mislim, fajn je, da obvladaš samega sebe, ker to je bistvo tega, da lahko potem ti iskreno podajaš nekatere stvari. No. Wow. Ja. To je res kot... Srhljivo, ne? Res umetno znanost, mistično vsega. Ja, in v bistvu to je tudi poanta vsega. Veš, da tisti, ko te gleda, si misli, to bi tudi jaz lahko počel. Ja, to je zelo enostavno. Ker zgleda pa tako lahkotno, vi to odpojete. Ja, se to isto recimo kot smučar, ne, gre med vraci, šuh, on samo ko začne pa komentirati, tam strokovni komentator, ja, je preveč na repu, je to, viš, to pa ni tako enostavno, ne. Ja. Isto je pri petju, ne. Se mi pa zdi, da ravno tu v operah, da tisti cherry on the top, a veš, ko gledaš ti, ne, ko pojete, ko je, da ti grijo kucine, da te prevzame tista energija. Ne? Ja, veš kaj, težko je to, mislim, danes se to lahko doživiš samo v živo, ne? K sreči. Hvala, mislim, ne vem komu, da je mogoče to doživeti samo v živo, ker sicer ljudi ne bi obiskovali opere. Ne? In je res, kdorkoli pride prvič v opero, ne pride zadnjič. Še vedno se vrne, ker ne malo ljudi poznam, ali pa so prišli me poslušati, pa gledati, ne samo v Ljubljano. Vem, ko sem pel v Pragi, so hodili iz Slovenije, ali pa tudi ne nazadnje na Hrvaškem, ko sem bil, to so avtobusi hodili poslušati, prav izrecno samo mene, da so to doživeli v živo. Ne? Tako da to so ne take stvari v življenju, ko vidiš potem, da je vredno to, ne? Da nekomu polepšaš, pa mogoče dan, nekomu se vtisneš za celo življenje, pol je namen dosežen. V bistvu gre več 100 kilometrov, da bi te videl pri tvojem delu. Ne? Ja, ko sem pel tudi na Finskem, so prišli iz Zagreba, recimo z letali gor poslušati La Bohème, ko sem pel. Ja, tako da to so, mislim, se ti ne zdi mogoče, ampak obstajajo take stvari. Ne? Ja. Ok, če gremo zdaj malo nazaj. No. Prvi taki, nam rekla prvi, no, ampak veliko časa glasbenega sta z očetom preživela skupaj. Center je bil tale Petelin gostišče, ne? Ja, takrat je bila Petelinova klet, ja. V bistvu, kako se je to začelo, je bilo prav zanimivo, no. Jaz, ko sem, sem že kot deček igral trobento, sem menil, ne, in potem sem pa začel še malo klaviature in to. In sem se sam naučil par pesmi po posluhu, takrat te veš ni bilo CD-ja, pa česa, sem mogel na radio poslušati in snemati in pol sem po posluhu se zapomnil in napisal, malo tako skiciral in sem se naučil, mislim, da 9 ali 10 pesmi in moj oče je imel takrat, praznoval je 40 let in to je bilo, se mi zdi malo to više, kje zdaj snemamo, tu gor je bil en bar, ne vem, zdaj se ne spomnim, glavno tam je praznoval 40 let in je povabil sorodnike in prijatelje in jaz sem na tej zabavi igral prvič. Takrat one-man band, mikrofon in klaviature in teh 8-9 pesmi. Koliko si bil takrat star? Čakaj, če imel od 40,
Koliko ima danes oče? 15, 14 let. Joj! Koliko je tega? Pravi pubec sem bil, čuj. No, v glavnem. In pol se veš, pol sem tam igral in pol je rekel en kolega, boš pa prišel pa še k meni, pa to, in pol sem začel širiti večat repertoar. Na kar je pa seveda, jaz sem bil majhen takrat, ne, in ati mi je pol pomagal nositi stvari, ne. A veš, pol je bil moj šofer in to, sem rekel, ma se ti poješ? Pa da ima skupaj in pol smo začela peti in tako je nastal duo Arkada, ne, in pol smo pa res en lepo obdobje mojega življenja, ko smo pa igrala, mislim, da ni bilo gostilne v Slovenskih Goricah, ker ne bi igrala, pa tudi seveda Petelinov kleti, se mi zdi vsak petek, da ne govorimo o Abrahamih, o krstih, o porokah, mislim, ni bilo, da ni bilo. Samo punce so pa tudi bile, ne? Muzikanti ste vedno bili malo bolj na piku. To je zmeri, kako bi rekel, prijetno s koristnim. Ja, zanimivo. Drugače mi je pa oče zaupal tudi, da v bistvu težav nikoli ni bilo s tabo, kar se tiče samega, ne vem, tako kot... Odraščanja. Ja, da si bil načeloma pridem, pa da tudi, kar se tiče v osnovni šoli, ni bilo nekih težav. Kljub temu, da te učila mama, to je bil tudi svoj vrsten izziv. Mi smo imeli takrat res eno izjemno generacijo, kateri smo bili, mislim, da 3 otroci, ki so nas učili starši v Benediktu, ne. In mislim, meni je bilo bolj smešno, kot da bi bolj to resno, ne, pač pouk, pač mama malo je doma in pa še malo me pol v službi, v šoli uči, ne. Nisem preveč resno, mislim. Da veš, mi smo bili bolj taki živahni otroci, da ne rečem še kaj druga, ne. Lumpi. Tako da je rekel, da dejansko nekih težav, kar se tiče, bi rekla, nekega učenja nisi imel. Bilo mi je pa zanimivo, da si imel zelo dober talent, tudi si sam omenil, da si te note prepisoval pa to, ampak da si se sam naučil igrati kitaro in orgle. Ja, to sem sam, mislim, pol tem še kasneje sem še bobne, tudi bas kitaro. Mislim, jaz sem, kako bi rekel, kako se to reče slovensko, vedoželjen sem znanja, no, in me vsaka stvar zanima in se vsega lotim. Je pa res, da nisem bil vedno vztrajen, ne, in nisem nobene stvari pripeljal do perfekcionizma v tem smislu, da bi se s tem ukvarjal, razen petja, ne. In takrat se spomnim, ko sem diplomiral na Akademiji za glasbo in ko sem dobil od rektorja še pač nagrado za posebne umetniške dosežke takrat, meni je bilo to nekaj novega, ne. In to je tako, kot da bi si rekel, to je prva stvar v življenju, ki sem jo pripeljal od točke A, začetka do konca, ne? In to je bilo zame, to je največja osebna zmaga v mojem življenju, kar se tiče profesionalne kariere ali pa recimo izobraževanja. No, to mi je bilo res tako, to bi moral vcepiti mladim, ne? Da morajo stvar, ki se lotijo, pripeljati do konca. Dejansko preveliko krat se mi zdi, da obupamo, ne? Da smo premalo vztrajni. Čeprav še se mi zdi, mogoče bolj mlajše generacije, ki so, ne? Doskrat jim je prevečkrat ponujeno vse na pladno, ne? Pa misle, da se tudi v realnosti takole zgodi, ne? Življenje pa zna biti zelo kruto včasih. Ja, jaz vem, recimo zdaj pa sploh govorimo z vidika, kar se tiče petja, no to lahko povem, veliko se je povečal recimo vpis za solo petje, to je tako postalo zdaj po teh šovih raznoraznih zelo popularno, ne? Ampak ni, mislim, slava pride zato, ker ti vlagaš v to, ne da boš ti slavn in potem boš, ker poješ si slavn. To je daleč od tega, ne? Narobe percepcija. Ti postaneš recimo prepoznana in pa te ljudje poznajo zato, ker vlagaš svoj čas, znanje v nekaj, ki te pripelje, recimo temu uspeh, saj uspeh ni, ima več kriterijev, uspeh prepoznava, ni glih uspeh, ne. Ampak da si ti prepoznan, ne pomeni to, da si ti, razumeš, imaš na dotik, pa boš malo zapel, pa si zdaj že kar zmagovalec, ne oddaje pa šov ali kakorkoli. Ja. Dejansko to je lepo rekel tudi te dva, ko sta tu čelo, se je Mariborčan. Luka Šulič je bil moj sošolec. Zanimivo. Imam tudi eno anekdoto z njim. A lahko zaupaš? Ja, lahko, seveda. Glavnem, jaz sem bil takrat, že starejši, sem se vpisal v B-program glasbene šole in sva skupaj sedela pri teoriji, mislim, glasbeni teoriji, no, in vem, da smo takrat pisali en narek ali ne vem nekaj, no, in on je za mano sedel in pol me je tako po ramenu potapkal in je rekel, gospod, a me lahko posodite en list, ne. Po smislu, no, zdaj sem pa res zgrešil jaz svojo mesto, ne, in to je moja zgodba z Luka Šuličem. Ja, v bistvu, ja. No, ampak dejansko pri njemu, mislim, pri njima mi je bilo všeč, zdaj ne vem, kjer je to izjavo, prebrala sem, dejansko ona sta bolj kot ne zaslovela, ko sta dala na YouTube, Ja. gor, ampak
Ko sta paratala slavna, pa je bila izjava potem, vsi vidijo zdaj najino slavo, ne? Ja, Da smo pa pred tem 15 let res garala, res vadila. Trdo. Ja. Mislim, da smo do tega prišla, da te je nekdo prepoznal, pa dal potem. Ne? Mislim, vse tako, drugo, kot je pri vsaki stvari, ne, si, recimo, da je to uspeh. No? Mislim, to je tako, se veš, kot obstajajo te razne slike, tip of the iceberg, yes. Ne, gor, ne, vidiš ti samo špic, spodaj je pa to, ne, ker recimo skozi moje izobraževanje to je v bistvu ko vojska, drill, ne, to moraš imeti, se držati striktno urnika svojega, če ne vem, en dan ne vadiš, rabiš 2 dni, da prideš not, če rabiš 2 dni, da ne vadiš, rabiš 4 dni, da prideš na isti raven, ne, zdaj, če en teden rabiš 14 dni in to gre čas tako, ne smeš si privoščiti, tako, ležernega življenja, to je res drill, da prideš do tega nivoja, da obvladaš svojo materijo. Kako pa, naprimer, rekel si, ti si zaposlen zdaj v SNG operi v Ljubljani. Ja. Kakšen je tvoj delovnik? Verjetno nimaš 8-urnega, po 8 gremo ob 4 končam pa dio. Jaz imam tak, rečem jaz temu, ni to luksus, ampak taka narava dela je, da ko se ti pripravljaš na novo vlogo, ti imaš, pač sam si moraš organizirati čas. Jaz vem, da imam premiero recimo septembra, oktobra in do takrat jaz moram naštudirati vse, kar se tiče te vloge in ne samo note, pa besedilo, vse, celo analizo narediti ozadja, od skladateljevega življenja do tistega trenutka, ko je to delo nastajalo. Ne vem, primer, ko sem študiral La Bohème, sem šel v Luko, tam, kjer je živel Giacomo Puccini, kjer sta z Iliko skupaj s tem libretistom pisala to, kje sta sedela, na kateri mizi sta sedela to. Mislim, te stvari moraš, če želiš stvari res narediti profesionalno, to moraš narediti. Ne? In taka vsaka priprava terja ogromno časa. Ne? Tako da jaz, da bi prišel v opero, se štempljal, pa šel po 8 urah domov, tega ni. Ne? In enostavno moraš sam poskrbeti, zelo biti discipliniran, da uspeš svoje delo opraviti visoko profesionalno. No? Pa potem, kar se tiče učenja, naprimer nekih, ko imaš tujega jezika novega, naprimer. To ste vi imeli support kot neke učitelje tujih jezikov, ali kako je s tem? Ti imaš vedno v produkcijah imaš tako imenovane lektorje, ne? In on te pomaga pri izgovorjavi, potem imaš tudi dramaturga, s katerim razdeljuješ določene povezave med karakteri v operi, pa svojim likom. Potem imaš tudi seveda režiserja, s katerim moraš vse razdelati, potem imaš nekoga za gibno-stilni element, ki ti spet pomaga vlogo pripraviti, potem imaš kolege in dirigenta, pianista, ki mora tu glasbeno vse povezati. To, da je kup ljudi poskrbi za tebe, mora skupaj narediti vlogo, da potem, ko prideš na oder, greš od točke 1 do cilja, koliko mora biti, ne. V bistvu pa, če gremo malo pogledati, dejansko ti si potem začel v Mariboru. Ja. Prva vloga, kakšen je bil tisti prvi občutek? V Mariboru sem pel kot zborist, takrat še, in to je bila opera Turandot, kjer sem pel. In se spomnim, to ti moraš povedati. Ja. Se spomnim, da ko je bila premiera končana, in smo potem seveda ponovadi banketi, te razne zabave, in potem smo ga malo tako proslavili s kolegi. Ja. In smo šla z enim prijateljem, smo šla potem na oder, iz tega druženja na oder, in so samo luči še bile in prazna dvorana, in jaz stopim na oder tako in si predstavljam, kako pojem tisto znamenito arijo, ne som dorma, ne, Vincero, in pol seveda jaz to sanjam, da bom jaz to nekoč, ne, in dejansko se je to pol enkrat zgodilo, ko sem pel, kjer sem že bil na Reki, ko je postal klub prvak Hrvaške, so me povabili, da zapojem to arijo, in je tam bilo, mislim, da okrog 30-40 tisoč ljudi na prostem, tako, in pol ognjemet, tako, mislim, da nekje na YouTube celo. To je bilo, mislim, to so trenutki, ki ti ostanejo globoko v spominu, no. No, to je bilo moja zgodba iz Maribora, tam sem začel, no. To je bila prva operna produkcija v zboru, kot solist sem pa prvič nastopil kaj je bila prva vloga moja? Mislim, da je bil apotekar, to je ena vloga. Zdravnika, drži, se mi zdi. Ja, drži. Na Ljubljanskem 2009. 2009 je bilo, okej. Dobro, to je bila prva, pol je pa sledila še, ne vem, kaj je bilo pol. Pol vem, da večja vloga je bila Don Jose v Carmen, v Zagrebu sem pel, v Vatroslav Lesinski, tiste je bila pa pol. Tisto je v bistvu mene postavilo na zemljevid opernih solistov, in pol sem tam naprej začel sodelovati bolj redno za ljubljansko opero, pol sem se tam zaposlil
in potem sporedno se pa zgodila takrat še Erojka, no, to sem potem še sporedno, tako malo za hobi, ki pa je bolj postalo prav profesionalno delo, no. No, in potem vem, da sem šel vmes na Reko in sem začel sodelovati. Tam si dobil tako zelo prestižen naziv. Tam sem postal, ja. Glede na to, da si tu Slovenec, ne? Ja, mislim, za Slovence je tam zelo neobičajno, no. Postal sem se, ne vem, prvak. Drži. Kazališče, kako se reče, no. Dobil sem celo stanovanje v uporabo od samega župana. In ja, bilo je lepo obdobje na Reki. Vmes pa seveda sem potoval po svetu od Češke do preko Francije, Belgije, Nizozemske, na Finskem, v Angliji, Italija. To sem se prepotoval, prepel, tako da Evropo sem celo obredal po opernih odrih, pa na Japonskem, pa Azerbajdžan, pa Kanada, Amerika. Tako da je bilo, mislim, moj glas me je kar vodil po svetu, no. Kje ti je bilo pa tako najbolj, da se ti je res vtisnilo v spomin? Najbolj vtisnilo, mislim, so taki trenutki, ki so me malo premaknili v sebi kot človeku. En izmed teh je bila Francija, ko sem bil v Renu. Tam sem gostoval in vem, da sem šel na eno kratko potovanje, ker sem bil prost. Tam je bila ena znana kulturna znamenitost, tam se reče Mont Saint-Michel. Verjetno ljudje, če bojo pogooglali, bojo poznali. To je res ena taka impresivna stvar, ker je v bistvu grad na spetini sredi morja, ko je plima in potem pade oseka in potem greš peš. To sem že rekla, bi šla gledati v živo. To je nekaj najbolj impozantnega, kar sem v življenju doživel. No, tako, da me je presunilo res. Pa potem v Pragi, ko sem živel, tam je bilo tudi fantastično. Tam sem praktično vse kulturne znamenitosti ali pa te ustanove sem uspel videti. Pa potem, ne vem, ta Francija je tudi neverjetna, no. Pa poseben, kaj bi rekel, občutki so bili pa na Japonskem, tam pa res, ko padeš v drugo kulturo, ne, tam pa vidiš, ne vem, dogodki, ki so me presenetili, so bili recimo, kako moški tretirajo ženske še dan danes, ne, to je res, ne vem, smo hodili po pločniku, ženska je hodila za moškim, je bila rdeča luč na semaforju in ženska je ostala se za moškim 2 metra ali pa 2 koraka, no. Tako da ta prisotnost, bi rekel, mačizma je res taka, neprijetne občutki so bili, recimo, ali pa Kyoto mesto, ki je na Japonskem, to je fantastično za videti, ne, sploh, če si tako malo dovzeten za te vzhodnjaške kulture. Ne vem, potem kulturni šok sem doživel recimo v Bakuju, v Azerbajdžanu, kjer imaš na eni strani največje bogataše, recimo na zemlji, te oligarhe, in na drugi strani čez cesto pa ljudi, ki živijo v blatu, ne. To je take ekstremi, ja, marsikaj sem doživel in videl, no. Pol v bistvu dejansko to tako življenje te potem toliko bogati, naredi bogatega. V bistvu, kar me je naučilo, je to, da res cenim vsak dan, ki mi je dan, no. Ker res nikoli ne veš, kaj te čaka za ovinkom, praktično, ne. In to, kar imamo mi, recimo, zdaj v Trio Vivere, to uživamo res vsak trenutek, ko smo skupaj, to skušamo pomnožiti in dati ljudem to, da imajo delček tega, kar mi ustvarjamo tudi za sebe, no. Kdaj pa se začela vaša ta zgodba? Praktično po razpadu takrat Erojke smo z Matjažem ostala v stikih in smo oba čutila, da stvar še nima nekega epiloga, ne, in pol smo se pogovarjali in smo prišli do tega, da moramo nekaj narediti. In spet okoliščini naneslo, da smo se povezali takrat še z Gregorjem. Gregor Ravnik, ki je zdaj na uspešni samostojni poti, in smo začeli tako malo podoben repertoar, ko smo imeli prej, nadaljevati. In stvar je, bom rekel, kar bila skozi v pogonu, ampak nekako ni bilo tako, da bi rekli, da smo na isti poti, ko je bila prej Erojka, ne. In potem seveda je prišla korona, vsem znana, ne, stvar, ki je praktično ustavila življenje čez noč. Na kar pa potem znova, ne, smo štartali, smo rekli, zdaj pa še enkrat probamo, če pa zdaj ne bo, pa tudi naj gre vse, ne, tam 3 krasne. Ampak je pa res, da smo potem dobili ekipo, ki je nas podprla in zdaj je res neverjetno ali pa čudovito lepo, bom rekel, z nami. Wow, zanimivo. Pol zdaj rečemo, vi zdaj obstajate kakšne 4-5 let? Ja, se je že toliko od korone. V bistvu, ja, začeli smo 2018, seveda, potem smo bili malo, par koncertov smo imeli in potem je bil lockdown. Praktično, če dobro pomislim, smo dobro štartali, ja, 23, no.
Dobri 2 leti praktično, ali pa leto, recimo, da prelomno leto je bilo lansko leto, ko smo nastopili na Melodijah Morja in Sonca. Od takrat smo videli, zdaj bomo pa res startali, tako kot se gre. Ne? In kako se potem uskladite pri sami pripravi programa, ali ga prilagajate glede na publiko? Ker ste kar zdaj dejavni, imate kar nekaj koncertov. Ja, super je to, ker imamo mi zdaj glasbenike v živo. In nas spremljajo izvrstni vodja je Jaka Pucihar, tudi profesor na Akademiji za glasbo, njegov sin Inti igra bobne, potem Nejc Klun na bas-kitari in na kitari je Matic Smolnikar. Oni so tudi vrhunski akademski glasbeni, tako da imamo to podporo, da če mi rečemo to pesem, moramo takrat znati, oni pripravijo, mi probamo in gremo na oder. Tako da je izbor pesmi je praktično neomejen, karkoli. Samo pač moramo se pripraviti in prirediti tako, da za naš trio to glasbeno ali pa zvočno lepo zvenino. Kaj pa naprimer zdaj pripravljate v Benedikt, bo kaj posebnega, ker je Valentinov koncert? Ja, imamo tudi glasbene gostje, to moram povedati, da je z nami Nuša Derenda, z njo smo že nastopali, tako kot trio, kot tudi posamezniki. In bo en lep duet, bomo zapela skupaj. Ne vem, če ljudje poznajo The Prayer, to je res taka skladba, ki je zelo, zelo lepa. Potem bo nastopil Metod Žunec in to je sicer član tria Heroika, ko smo bili skupaj. On pa se nam pridružil na odru. In še kakšno presenečenje bo, ki pa ne bom glih se povedal. Pa imate potem vi v samem skladbe izbirate tuje, slovenske, imate kakšne posebne poudarke ali to čisto po navdihu? Nekako imamo koncept, da poleg avtorskih, ki jih je do zdaj nam zelo lepo zapakiral v glasbeno preobleko Matjaž Vlašič, ki je tudi poznan avtor mnogih uspešnic. In njegova boljša polovica Urša sta pisala besedila za pesem Oprosti in Vivere, to sta 2 avtorski. In zdaj najbolj pomembna, ki pa bi rekli nam prejšnjega leta pesem, je pa Kanconeta. To pa je besedilo, zadnje besedilo, ki ga je napisal Dušan Velkavrh in ki je čakalo dolgo časa, on je umrl pred 8-9 leti. In to pesem, to besedilo je dal sam gospod Velkavrh Vlašiču in je rekel, ko boš ti začutil našel koga, ki se ti zdi primeren, da bi to pesem izvajal, je bila pa posebej napisana samo za festival Melodije Morja in Sonca, ker je tudi besedilo temu namenjeno. Rekel, takrat ti izvoli in jim predaj. In on je to rekel, fantje, jaz sem začutil, vi ste ta tim in boste to najbolj prezentirali, najboljše in res smo naredili, se mi zdi eno zelo, zelo lepo pesem in nastop. To pa se splača prijeti pogledati. Ja, se tudi, ko smo bili na Melodijah Morja in Sonca, ti povem, da že ko smo snemali to pesem, ko smo jo posneli, smo šli tako vsak zase, ko greš v ta boks snemalni, prideš not in smo prišli ven, vsi objokani, tako nas je pretresla pesem. Zlasti, ker smo poznali zgodbo, veš, in ta zgodba ima veliko, mislim, ima kar tako ozadje, ki vsakega izmed nas, ne glede, ali si to predstavlja, ali je to v Piranu, ki govori o Piranu, ali govori o, ne vem, Sveti Trojici, kakorkoli. Vsak ima v sebi to mesto, ki začuti, da se mu je pustila neka solza ali pa ljubezen ali pa karkoli iz rok. Posnel si že tudi en CD, mislim, posnel si opero Faust za založbo Nexus? Ja, Naxos, ja. Naxos, pardon, ja. Ja, posnel sem več oper že, med drugim tudi Fausta, potem se niti ne vem, mislim, da sem 3 posnel, ali 4 opere celo, še eno hrvaško opero, Nikola Šubic-Zrinski, potem Faust, kaj še je bilo, ili Ritorno di Marinao sem posnel. To je ena založba, ki je zelo znana v opernem svetu, oziroma kar se tiče glasbene produkcije v klasični glasbi. In zanimive izkušnje so to, ker na tem snemanju so bile res, takrat še nisem bil jaz tako, bi rekel, recimo spet uspešen, ampak so bile največje zvezde iz Milanske Skale, iz Metropolitan, iz New Yorka, iz pariške opere La Comique. In jaz sem z njimi stal in pel glavno vlogo, oni so bili pa moj support, recimo. To je bilo meni, tako veš, ko ne veš, ali je to res se dogaja, ali si ti, ali sanjaš, Ampak dejansko so bile te vse opere posnete s temi umetniki,
Pa potem tudi razmišljate Trio Vivere, da bi posneli... Mi imamo te načrte, seveda, da bi izdali album, ampak veš, kako je danes s temi albumi. Zdaj, se to smo ravno. se pogovarjali, CD, kam boš, ne? Zdaj, mi smo generacija, ne, da ne rečem glih vinilk ali pa disket, ampak vseeno, zdaj CD... Čeprav zdaj vinilke nazaj hoče. Ja, no, ne reci nikoli. Ne. Planiramo posneti še, zagotovo imamo plan, nekaj lepih pesmi je že pripravljenih in pri Matjažu Vlašiču in pri tudi Matic Smolnikar za nas pripravlja, tako da kmalu se bomo odpravili v studio, zdaj samo da ta del koncertne po sezone malo pojenja in pa bomo pripravili pred poletjem zagotovo še kakšno novo pesem. Kako ti to pol uspe? Vse koncerti, pa zgoščenk, mislim, ne znam rekla zgoščenka, ampak snemanje, pa potem še delo, ne? Redna služba, vseeno v operi. Pa primarno pa je tudi družina. Družina, ne? V življenju tako moraš najti nek balans, ne? In je pa res, da sem se naučil v življenju skozi te moje vse izobraževanja in to se naučiš planirati stvari, ne? Zdaj, če se izide super, če se ne, pa pač probaš improvizirati vseeno, ne? Ampak vse se da, ni tak nemogoče, kar pa je, pomembno je pa to, da si zdrav, no? To je pa vrednota, ki jo verjetno vsak, ne samo operni pevec, zelo ceni, ne? Kako je pa, na primer, pri tebi? Morate vi tudi zelo merkati na svoj glas, ne? To definitivno, ne, ker mislim, biti prehrana. Baje, da ste nekaj omejeni, mislim, je to res, da mlečni izdelki niso najbolj zaželeni? Tako je, v bistvu vsak ima nek svoj, kot posameznik, svoj ali ritual ali navade, ne. Jaz vem, kaj je meni pomembno je to, da ne jem prepozno, no, to ne glede ali imam predstavo ali ne, ker pevski aparat se veš bazira na preponi, dih in če imaš ti poln trebuh, ne se ti spahuje, ne. To je prva stvar. Druga stvar je potem to, da ne ješ preveč pekoče hrane, sploh pa ne na dan na stop ali koncerte. Jaz že, hvala Bogu, tega niti ne maram toliko, no. Ampak so detajli, ki pa potem delajo to razliko, ali si ti potem uspešen ali ne, da ne govorimo o fizični kondiciji, psihične, itak moraš imeti podstrešje fajn pospravljeno, da ne zapadeš v kakšne depresije, ker niso nepogoste, no. Poznam dosti pevcev, ki so tudi zaradi takih stvari mogli končati kariero, ne. Ker niso bili sposobni ali fizično ali pa psihično sploh, no, speljati. Ker tak stres, mislim, predstavljaj si, da stojiš, ne, na skakalnici, planici, zdaj moš pa to narediti, kar si delal 8 let, ne. Tistih 20 sekund. Ne, tako da to so stresi, kateremu smo izpostavljeni. No, v bistvu... Dostikrat se mi zdi, da mi kot gledalci niti tega tako nadojamemo. Ne? Mi dejansko vidimo vas vsem tem glamurju, ne, in prestižu in si mislimo, wow, ne, kako imate vi lepo življenje, pa slikate se, pa vedno ste nasmejani, pa vse, ne. Ampak zdaj sem se spomnila, tudi gledala sem nedolgo nazaj od Aviciija, sicer DJ, ki je bil toliko mladi, ampak dejansko bil je vrhunski DJ, ampak podlego je temu pritisku slave. Mislim, tu moraš biti zelo, zrel je, težko reči, ne, ampak sploh, ko si mlad, kako se s temi stvarmi ukosati, ker verjetno, mislim, tudi jaz kot otrok sem sanjal, da boš prepoznan, slaven, ne vem, da te bo ljudje tako ustavljali in to, kar je super, ne. Ampak se pravim, pot, kako do tega priti, je pomembna. Če ti prideš skozi neko prizmo instant rešitev, ne, bližnic, ne vem, daš botox in si, ne, zvezda, potem je to lahko zelo tvegano, no. Veliko... Na dolgi rok. V bistvu to iz mojega vidika ni prava pot, ker jaz vem, da prideš do nekega rezultata, moraš ogromno truda vložiti, ne. Ogromna truda in časa in potrpljenja, biti res predan temu in tudi prepoznati, če mogoče kdaj stvar ni za tebe, pač prepoznati, da ni zate, ne. Tako da to so te, da rečem, življenjske modrosti, ki ti jih mladost še ne ponudi, ne. Hvala Bogu. Pa si kdaj imel tudi, tako bi rekla, te izzive psihološke, mislim, da si bil že na, veš, da je na kocki kaj? Ja, v bistvu moja velika preizkušnja je bila, ko sem dobil namreč težave z glasilkami, ne, in mi niso praktično pri nas v Sloveniji, ne na Hrvaškem, niso znali pomagati, so rekli zdravniki, zdaj pa se odloči, kaj boš počel, ko več ne boš pel, ne. In takrat sem pa res doživel en tak, bi rekel, mrak, praktično 2 dni sploh ne vem, kaj se je dogajalo, ker je bil stres tako me je presunilo v svoj bit, da nisem vedel, kako bom jaz sploh še živel ali ne. Ker jaz sem sam sebe seveda do tega trenutka definiral, jaz sem pevec, ne.
jaz pojem, jaz moram pet, ne? Ampak pol, ko ti nekdo reče, da ne boš pel, kaj pa si? Ne? In pol sem začel seveda pospravljati pod strešje, ne? In ugotovil, da nisem samo pevec, ne? Da sem še mnogo več. Ne? Da sem in prijatelj, da sem in oče, da sem in mož in da sem in sin, da še toliko enih lepih stvari v življenju, da tudi, če ne bo pel, bom še zmeraj srečen. Ne? In tudi mogoče k temu pomagala tudi moja, kako se reče, narava. Jaz sem večni optimist. Večni optimist, pa poln energije. Jaz verjetno bom nehal migati šele, ko bom podrušil. Tako je. To je zelo dobro slišati, ne? Ker se mi zdi, da danes dosti krat srečamo ljudi, ki so mogoče malo že preveč pesimistični, ampak jaz mislim... Ja, to se tega, ja. Nikoli ne more biti tako slabo, vedno se da nekako rešiti. Ne? Mislim, življenje gre vedno naprej, jaz rečem. Ja, to smo spet, ali je kozarc poln ali prazen, ali vidiš temo, ali vidiš luč. Ne, zdaj ugrizemo, pa bo, kaj bo. Ne? Ja, sej. Zliko si omenil družino. Kaj misliš, bojo tudi tvoji otroci? Ja, v bistvu starejša hči, ona študira na Akademiji za glasbo violino. Ja, ta srednji sin verjetno bo tako bolj rocker, verjetno ne bo šel v te klasične. Ta mlajši pa je še zdaj premlad, da bi jaz točno vedel, ampak ima pa izjemen posluh. Ima pa tak posluh, da se bojim, da ne bi slučajno stopil na mojo pot. Upam, da bo šel po mamini, ki mama je pa šahovska velemojstrica in psiholog, in upam, da bo ubral eno pot, ki je malo bolj zemeljska. Ja. Šahovska velemojstrica, to pa zanimivo, tudi taka zelo posebnost. Ja, smo kar zanimiva kombinacija. No? Ja, res, to je ena tako znanje, da meni je to popolna neznanka. Ne? Da lahko iz tega ustvariš nekaj za njih fascinantnega. Jaz to pač težko se poistovetim s tem, ker jaz sem pač mi umetniki, smo malo bolj posebni ljudje. Ne? To pa je vseeno malo v strategijah. Ja, to je samo razmišljanje in to si res usmerjen v predvidevanja, kar pa meni je res tuje, ne? Ker ti, ko si v trenutku, jaz ne morem razmišljati 10 taktov naprej, ker potem mi gre vse 9 mimo. Ne? Ja. Tam pa je samo to, ne? Mislim, poleg ostalih znanj, ki so. Ne? Pa kako si začaral tvojo ženo, če lahko vprašam? Z glasom, z nastopom v kakšni operi ali je bilo to čisto izven? To je pa res, da dokler se nisva poznala, ni bila neka velika fenica opere sploh, no. Je obiskovala te stvari vseeno, ampak je pa res, da ko vidiš človeka od blizu, kaj pomeni opera kot, ne vem, sama umetnost, kar že od zgodovine govori, opera je umetnost vseh umetnosti, zato ker je tam združeno praktično vse, od slikarske umetnosti, ko gledaš kulise, do kiparstva, do giba, do petja, glasbe, vsega, ne? In je zdaj postala pač velika fenica in opere in seveda mene. Se dejansko res, ko vidiš, koliko ljudi vloži čas, energijo, trud, znanje, vse v to... Mislim, težko se je predstavljati. Ne zadnje imam zdaj še par predstav Netopirja v Cankarjevem domu in ko si v procesu vaj, nimaš občutka, kaj nastaja. Ne? In prva stvar, ko sem videl cel projekt, kako izgleda, sem videl slike, sem mislil, wow, to smo mi naredili. Ne? Ker te stvar v bistvu preseneti, ne, pozitivno, ne, da misliš, da je to pač še ena produkcija, ne, ampak daleč od tega, ne, vsaka je posebna. Ne, isto kot naši koncerti z Vivere, ker si misliš, imamo pesmi in zapoješ in ljudje bojo ploskali, ne, ampak ni, ne. Zmeraj se zgodi kak tak dogodek, da človeka, da dobiš nek povratni odziv, ki te spet spomni, aha, zato delaš to, ne. Res je... Netopir se zdaj predvaja v Cankarjevem domu, tako da lahko te tudi gremo pogledati v Cankarjev dom. Ja, ne vem, koliko še sicer predstav, ampak koliko še je kart na razpolago, ampak mislim, da še imam jaz 1 ali 2 predstavi, pol bo pa zopet naslednjo sezono bo tudi. Tako da, če me kdo želi v operi videti, opera.si, tam sem sigurno, če ne pa Trio Vivere, jasno. Ena zanimivost še mi je tudi ta, dejansko nikoli se nisem zamerkala, ko sem bila v operi, ampak ko sem brala, pa sem se rekla, sej res ne. Vi nikoli ne pojete z mikrofoni. V operi res ne, no. Ja. V operi res ne. Naj bi bila ta vaša
moč glasu toliko dovršena, pa toliko izpiljena. Ja, dejansko... to je, zdaj smo spet pri balansu, ne? Ker ti moš, da uspeš tak, bom rekel, močen glas spraviti sebe, da preglasiš orkester in napolniš dvorano, recimo, ko sem pel na japonskem 5000 sedežev, ne, pri nas take dvorane ni, moraš uporabiti vse svoje znanje in kapacitete, ki ti jih je narava dala, ne. In to ni tako enostavno, ne, ker si misliš, odpreš usta pa poješ, ne, ti moraš res obvladati, kako to narediti, ne. Ne vem, ker recimo glas mora biti in svetel in temen hkrati, ne, in moraš tu najti balans, ne, Italijani rečejo chiaroscuro. In moraš točno v tem chiaroscuro najti squillo, ki pa pomeni prezenca oziroma zven, ne. In isto je kot vseh stvari v življenju, ne, moraš se naučiti to obvladovati in če to znaš, mikrofona ne rabiš, no. In je pa res, da ker tu ni dobenega posrednika med tvojim glasom ali pa talentom ali pa darom in ljudmi, ne, in to še toliko bolj presune, kadar to v živo sliši. Zaradi tega je opera tako, poleg vseh čustev in vseh kulis in efekta, ki ga ima vizualno, tudi zvočno tako impresivna, no. In zato se mi zdi, je pomembno, da si ljudje dovolijo to izkušnjo videti ali pa slišati to v živo. Ker dokler tega ne imaš predsodek, da je opera sviljenje, to jasno ne bo šel, ne. Ampak, ko enkrat začutiš, da so to ene vibracije, ne vem, kjer je že rekel, menda Tesla, da moraš razmišljati o svetu ali pa nasploh o življenju, da je vse v smislu vibracije, ne, in glas je vibracija, se pravi, to je osnova življenja praktično, gre skozi tebe, ne, in takrat te res, ko te dotakne, recimo ta zvočni val, ne dotaknete mogoče samo, ali pa zagotovo te ne dotakne samo slušno, ne, te tudi celega človeka premakne, no. Zato veš, ljudje jokajo, recimo, ko nekaj gledajo, ker te tako fascinira to, ampak v bistvu ti misliš, da je to nekaj lepega, v bistvu je pa tisto, ne, osnovna človeška signal, vibracije, ki te daje impulze, da srce bije, ne, v končni fazi. In poleg ti uspeš z glasom dotakniti človekov ritem, ne, tudi skozi to se da in stvari so lahko res magične, no. Je pa tudi res, da naj bi se glas izkristaliziral oziroma prišel do svojega največjega vrhunca med 30 ali celo po 40 letu starosti. Ja. Prej tega... Ja, težko je to, ker to je v bistvu mišica, ki se razvija, ne, in glasilka, to je, ne vem, če se 2-3 mm velika struna, ki se razvija in si jo ti sam skrbiš za to, da je čim bolj zdrava. In ko dozori, recimo, ja, pri pevcih je, pri moških, sploh tenorjih je tam od 40 do, kaj pa vem, če imaš srečo, do, ne vem, do 60, tam si kot vino, ne, tam si najboljša različica sebe. In če to uspeš še potem zdravo živeti ali pa skrbeti za svoj inštrument, ker naš inštrument je celo telo, ne samo tu težice, ne. Potem lahko to traja še pozno 70, ne, odvisno pač. Dobro, Luciano Pavarotti je bil malo posebnež. Ja, to mislim, zdaj posebnež je dosti teh, ne, saj tudi jaz nisem najbolj enostaven, kar se tega tiče, ne. Če pa govorimo o konstrukciji telesni, je pa v bistvu način življenja, ki dela opernega pevca debelga, ne. Veš, ki ti priješ iz predstave, ne vem, polnoči ob 11, ponavadi se stradan, skujšan, veš, težko se upreti ali pa biti discipliniran, da ne greš nekaj pojesti, ne, ali pa spiti, ne. Mislim, meni to res uspeva, ker se zavedam tveganja, ki ga prinaša, če tisti večer po predstavi se ne držim svojega ritma, potem me lahko poruši marsikaj za naprej, tako da to ne pomeni, da si ne privoščim kdaj dobre večerje, ne, daleč od tega. Sem velik gurman, pa uživam v dobri hrani in pijači, ampak kadar pa so take obveznosti, kot je zdaj naš koncert, recimo, ki se pripravlja, mora biti pa zelo velika pozornost usmerjena tudi v ta zdrav način življenja, recimo. Pa si imel kot mlajši, ko si začel kariero, ali pa tudi zdaj kakšnega idola, ali pa kateri operni pevec, ki ti je bil? Mislim, sem imel, ne, sigurno, ne, še danes imam, mislim, meni je največji zvezdnik, ali pa bom rekel zvezdnik, operni idol mi je bil Franco Corelli, ne, če to ljudem poznano. On je meni tak ideal, sicer je šel malo v ekstrem, kar se tiče discipline, on je samo zato živel, nima drugega, ne, ampak govorimo o pevski strukturi in to. Drugač pa, to je bolj en tak pevec, s katerim se jaz lahko
glasovno poistovetim in težim k njegovi, bom rekel, perfekciji. No. Če se malo dotaknem ameriške scene, vemo, da himna je bila zapeta, en operni pevec jo je pel, ne morem se spomniti, kjer je bil. Čakaj, to zdaj misliš na inauguraciji? Ja, zdaj, tako. Ujoj, to so pa ene take stvari, ki težko komentiram, jaz ne. A veš, ker je to zelo nehvaležno, ne? Ker eno je stvar okusa, eno je stvar tiste, bi rekel, kritike, ki je usmerjena v strokovnost, ne? In zdaj to združiti je zelo nehvaležno, ne? Ker moram priznati, meni je težko odhajati v opero, gledati druge kolege, pa pevce, zato ker jaz poslušam z drugimi učmi ali pa ušesi, ne? Ker jaz sam sem naravnan tako, da ne da iščem napake, ampak sem pozoren sem bi rekel, na hibe, ki jih želim izboljšati, ne? In to je moj mindset in jaz težko se prepustim in uživam kako je to lepo, ker jaz slišim, kaj bo treba izboljšati, če ne? Ker 100% nikoli ne moreš biti, ne? In iščem tisto zdravo mero popolnosti pri sebi in zdaj to težko izklopiti, ne? Tako da jaz se bom raje vzdržal tega komentarja. Se v bistvu sem vprašal, isto tvoji starši so rekli, da so bili na veliki večini tvojih koncertov, tu pa potem tudi po tujini, da so bili. In ko sem vprašala gospoda Marjana, pa je rekel, mogoče kdaj kaj, da slišim, da ne gre, ne? Da bi lahko kaj bilo, ampak... Ja, mislim, sploh pri operi je to tako, da... Tam nimaš časa za, kaj bi rekel, tam se ne moreš skriti, ne, tam si izpostavljen, veš, če imaš mikrofon, poješ z bendu, to je pač malo, ne, tako lahko, marsikaj zakamufliraš. Ko si pa na odru pred 70-članskim orkestrom, pa dvorana polna 1000 ljudi, tam si pa ti, tam pa nema greške, ne, tam se moraš pa znajti in narediti to tako, da če že pride do česa, da ni opazno, no, ampak to se... v redkih primerih zgodi, zato ker v fazi priprav pripelješ recimo predstavo do te mere, da ne moreš, da je možnost za napake čim manjša. No. Ni pa to, da bi rekel, da to avtopilot daleč od tega. Ne. Pač faza vaj mora biti tako intenzivna, da ko pride do teh končnih predstav, da je čim manj napak. No. Ja. Kot ena zanimivo še, ker sem pol mislila, zagotovo bi šel študirati kakšno inženirsko ali pa kakšno elektrotehniko. Bil si strasten zbiralec avtomobilčkov? Avtomobilčki. Veš, potem zdaj vidim, da ima moj ta najmlajši sin, to ima pa res pomeni, ker on, ko pride z vrtca, prvo so avtki in kamorkoli avtki. Ja, jaz sem, ne bom rekel, da sem obseden, ampak še danes spremljam teste avtomobilov, če me vprašaš, za kjer avto, jaz to... Bi rekel, jaz si to zapomnim, ne da bi si rekel, da to si moram zapomniti, ne, ker ene stvari v operi ali pa v trio vivere si treba zapomniti, ne. To mi pa enostavno, kot da je nek poseben del v mojih možganih, zarezviran samo za to in si zapomnim. In to je res moja ena velika strast, avtomobili sploh, no. Pa teh temej nisi imel, ne? Tega sem imel nešteto teh in še danes moj... Kjer je najljubši? Taras, moj stavnejši ima Renault 5, tak črn. To je bil moj prvi avto. Tako da tega imam res še danes ga imam, no. Koliko je pol star ta? To pa že mora biti kar vintage. Ne vem, kjer stoletje bo zdaj vstopa. Ne, čakaj, če 40, ne, sej smo že tam. Ja. Kaj pa tako vozni park bi tudi imel, kakšne starodobniki pa to? Ja, imel sem eno to željo v preteklosti in tudi veliko časa posvečal novim avtomobilom, ampak to sem, hvala Bogu, kmalu ugotovil, da to je res zapravljanje in časa in denarja in zdaj stvari usmerjam bi rekel, v gradnjo svojega sanskega doma, tako da to željo mogoče bom kdaj uresničil še po kakšnem športnem avtomobilu. Bo mogoče se kakšna zraven dodatna garaža naredila za... Tudi če ostane samo pri sanjah, bo tudi verjetno. Ko si prej omenila Pavarotija, on se je dejansko tudi podal v igralske vode. Te kdaj je tudi tebe zamikalo? Ja, me je. Jaz sem pravzaprav, preden sem postal operni pevec, se spomnim, v srednji šoli smo imeli pri slovenščini, smo morali nastopati
in smo pripravljali tole spevo igro, Matiček še ženi. In tam noben ni želel nastopiti kot Glažek, to je karikatura enega pijančka, ne. In jaz sem bil takrat v vlogi Glaška in sem spoznal, kako je meni super se pretvarjati, da sem nekdo drug, ne. In Glažek je seveda bil pijanček in takrat naprej, ko je rekla učiteljica, takrat se spomnim, je bila Erna Leš, je bila profesorica, je rekla, ti imaš talent za igro, ne. Ampak meni takrat to bilo tako, ne. Pač nekaj rečeš, da pohvališ, ampak se spomnim, da takrat sem prvi zaznal, da mogoče pa ni to nekaj, kar jaz ne bom v življenju počel. Tako, malo v oblakih, ampak mi je bilo takrat zelo zanimivo, no. Se prav spomnim. Tako da moramo vse pozvati, ne, te, ki iščejo igralska zvezda. Ja. Mislim, verjetno v kakšnem filmu ne bi nastopil, ne. To verjetno je, ker primarno se vseeno le uživam v petju, no. Ampak če bi bil pa kakšni musical, bi pa šlo, ha? Musical Kako La La Land? Ja, no, vse musical sem pa že nastopil. Sem pa že, sicer ne pri nas, pel sem v West Side Story in Beauty and the Beast. No, to so bolj te hollywoodske produkcije, sicer ne, ampak pri nas, mogoče, če me kdo povabi z veseljem, ker tudi plesat znam kar, no, sem tudi v plesu zelo domač. Ok, umetnost vidim, da ti je zelo blizu. Ker vrej z mene. Mislim, da smo kar dosti zaokrožila, no, da smo kar dobro predstavila našega Benedičana, no. Ja. Da res doživimo to, ko bi rekla, to poetičnost, to mističnost, to res izvrstnost samega petja, zagotovo na mestu povabilo na Valentinov koncert, pa tudi, če ne na tega, lahko tudi na kateri drugi koncert, ki ga pripravljate. Mislim, zelo bom vesel, ne, ker se mi zdi, da po vsem tem času, odkar me več ni v Benediktu, bom zelo vesel, da mu lahko vse, kar sem v življenju se naučil, doživel, podelil z mojima prijateljema Rokom in Matjažem, s triom Vivere, z bendom, da bom lahko dal to mojim Benedičanom, pa tudi ljudem, ki bojo prišli od drugod. Se mi zdi, da je to ena zahvala, da sem iz teh krajev doma. Super, mene si pripričal, zagotovo se vidimo. Moj veseli, vlabljeni. Tako da, hvala za obisk. Hvala, Nina, se vidimo.